Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolinc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti. Konec poletja v bistvu me je kolega klical in me vprašal, a veš, da je prvi razpis, da zaposlijo na enem inštitutu v Sloveniji komunikatorja znanosti, ne. Jaz sem rekel, to je pa res sprememba. In sem šel na internet, poiskal ta oglas in sem našel, da res na Nacionalnem inštitutu za biologijo iščejo komunikatorja znanosti. Ampak ko sem si malo bolj podrobno pogledal razpis, sem pa hitro ugotovil, da gre za v bistvu PR osebo na inštitutu z klasičnimi opisi del za PR-ovce, ne. To je mogoče že en vidik tega, da na naših inštitucijah na področju znanosti, komuniciranja znanosti še ne dojemajo tako kot v, rečemo, naprednejših evropskih državah. Ko sem potem še malo iskal po drugih inštitucijah, sem ugotovil, da je v bistvu Univerza v Ljubljani dala komuniciranje znanosti med prioritetna področja in tudi to dala v letno poročilo, ampak ko malo bolj podrobno pogledaš, pa navajajo fotografsko razstavo na krakovskem nasipu kot en najpomembnejših dosežkov na področju komuniciranja znanosti. In verjetno se spomnite, te razstave je bila zelo prijetna, ne? Tam so bile zelo lepe fotografije, ki jih je posnel Arne Hodalič, hkrati pa tudi teksti o raziskovalcih, ki so bili upodabljeni na teh slikah, in če ste se lotili brati te tekste, jaz sem se, to je pač težko verjetno razumeti še tistim, ki so bili upodobljeni, kaj šele naključnim mimoidočim, ne. Kaj zdaj ta dva primera kažeta, da mogoče komuniciranje znanosti pri nas se preveč povezuje oziroma dojemajo na vrhovih inštitucij z promocijo konkretnih inštitucij ali pa znanstvenikov, ne. Da tudi, ko sem gledal nekatera PR podjetja sebe dojemajo kot komunikatorje znanosti, ne, če delujejo na področju, da pomagajo inštitutom, kako prodreti z nekim sporočilom v javnosti, ne. No, ampak tukaj je v jedru je neka razlika med PR-ovcem in pa komunikatorjem znanosti, vsaj kakor se dojema to v tujini. In tukaj lahko bi našel veliko primerov, ne, v Sloveniji. Tukaj sem zbral en primer, ki je bil v času pandemije kar medijsko zelo podprt. To je izdelava domačega respiratorja. Verjetno veste, da so različne skupine tekmovale in en je posebej bil dober, ne. Je tudi dobil veliko nagrad, bil medijsko zelo odmevno obravnavan. Ampak ko pogledamo, in PR je tukaj naredil veliko delo, ne, ampak ko pogledamo malo bližje, je bila pa ena pomembna informacija pozabljena oziroma ni bila skomunicirana ustrezno. To, da so sledili pri izdelavi tega respiratorja v bistvu navodilom, ki so jih javno objavili na MIT-ju, ne, v bistvu open source respirator z vsemi navodili, kako ga zgraditi, je bil osnova za njihovo delo. In sami raziskovalci so to, ko smo poslušali recimo njihovo predstavitev, so to podarili, da so iz tega štarta. Sicer so potem naredili tudi marsikaj svojega, ne, vse sprogramirali z svojimi deli to razvili, ampak to kar pomembno informacijo tega potem PR-ovci niso naprej predstavili in se je izgubilo, ne. Večina javnosti te informacije ni imela, ne. In to je en pomemben vidik razlike med željo, da čim bolj predstaviš svoje raziskovalce ali pa da predstaviš samo znanost oziroma dosežke, ne. Zdaj, kaj zares ni komuniciranje znanosti? To, da delamo promocijo nekih konkretnih znanstvenih skupin, ne. Ali pa da
poročamo o dosežkih znanstvenikov brez umestitve v nek širši kontekst znanja, vednosti, kaj so oni doprinesli v nekem širšem razumevanju področja. In jasno tudi ne organiziranje nekih promocijskih aktivnosti. No, kaj pa je komuniciranje znanosti? Predvsem predstavitev dejanske znanstvene vsebine, ki je že dobro podprta, ovrednotenje tudi negotovosti te vsebine, tu se velikokrat pozablja, ne. Raziskovalci sami se dobro zavedajo, da je mogoče neka teorija še zelo na začetku, ne, ampak če to predstavimo javnosti kot nekaj, kar je zelo dobro že podprto in se potem kmalu vse skupaj spremeni, se s tem slabi zaupanje v znanost. Zato je treba biti pazljiv, ko predstavljamo tako znanost, ki je še v bistvu v postopku nastajanja. Jasno je treba sporočilo povedati v jeziku, ki ga javnost razume, specifična javnost, na katero se naslavljamo, ne. In zmeraj je treba paziti na to, da vzpostavljamo razliko med dobro in slabo znanost. Slabe znanosti je v bistvu veliko, ne, ker so raziskovalci zelo pod pritiskom, da objavljajo in se marsikaj napihne. In to je še posebej tudi problem v Sloveniji, ne, ker ko pride ena novica iz tujine v nekem dosežku, je to šlo ponavadi že čez pregled mnogih urednikov in drugih znanstvenikov, ki se spoznajo na neko področje. Pri nas, ko pride neko sporočilo z inštituta v medije, ponavadi tega ni prebral nihče drug kot raziskovalci, ki so to napisali, in pa oseba za PR na inštituciji, ne. In tukaj se potem včasih naredijo velike zgodbe, ki izginejo potem še čez nekaj tednov in noben več ne ve za tisto veliko odkritje, ne. No, v nekaterih evropskih državah so naredili kar velik korak naprej, recimo Nizozemska, mislim, da je najbolj napredna, ki je komuniciranje znanosti že umestila na inštitucije in se to tudi vrednoti pri delu raziskovalcev. Imeli so nek velik projekt zadnja leta prav na to temo in so prišli do nekih zaključkov, kako se to umešča v sam sistem, ne. In mi tudi v Sloveniji zdaj skupaj z Arisom in ministrstvom pripravljamo nek podoben dokument, v katerem naj bi predstavili dobre prakse z drugje po svetu, problematiko pri nas in ponudili neke rešitve, kako bi se to področje tudi pri nas uredilo. In tisto eno od ključnih poant tega, kar sem poskušal povedati danes, je, da komuniciranje znanosti ni promocija inštitucij znanstvenih ali pa konkretnih znanstvenih skupin, ampak je predstavitev dejanske znanstvene vsebine. Hvala. To je bil podcast Od genov do zvezd. Moje ime je Sašo Dolenc in z novo zgodbo se vam oglasim že kmalu.